Ko je bil Anže jeseni v Nemčiji na predstavitvi nove Zafire Tourer, so mu ves čas razlagali samo o tem, kako je zdaj avto bistveno bolj udoben in večji od starega. Da je oblikovan bolj hudo, da ima več opreme, skratka, da je res hud avto za potovanja. No in ker pri volanu ne verjamemo vsega na prvo žogo, smo se odločili, da bomo to pač preizkusili. Tokrat za pot na salon v Ženevo. Šlo je skoraj pol ekipe, tako da smo res dobro napolnili tako potniški kot tudi prtljažni prostor. Najbolj nas je navdušila širina v kabini, ker so tudi zadaj lahko trije čisto normalno sedeli. Srednji sedež sicer ni najbolj udoben in je bolje, če ga spustite in imate tako fina naslonjala za roke, ker sta dva majhna sedeža tudi v prtljažniku. Zdajle, ko se vozimo, pa prav pride tudi tale fina panoramska streha, se lahko fino uživamo v razgledu na Alpe. Če boste šli proti Ženevi, vedite, da se je podražil tudi predor Mont Blanc, kar pomeni, da boste za vožnjo tja in nazaj potrebovali 49 evrov. No, sicer pa je vožnja bila prijetna, tiha, predvsem pa je poraba na tej dolgi vožnji znašala 6,3 litra dizla na 100 km, kar pa je kar v redu. No, po dobrih 8 urah vožnje smo brezskrbno prispeli nazaj v domovino, da smo lahko hitro obdelali vse posnetke iz Ženeve in jih objavili v oddajah, ki ste jih do objave tega testa verjetno že videli. Sicer pa ima ta nova Zafira ravno zaradi vseh sprememb, ki se tičejo izgleda in udobja, še dodaten naziv Tourer. Zato bo v ponudbi še vedno tudi stari model, novi pa ima na voljo en kup dodatne opreme, ki jo je podedoval od Insigne in Astre. V tem so recimo prilagodljive luči, panoramska streha, ergonomski sedeži, navigacijski sistem, tudi usnje na sedežih, vse to zato, da se voznik res dobro počuti. Sicer pa je sedenje visoko, tako da lahko iz avtomobila prijetno opazuješ okolico in tudi vsak voznik si bo z volanom lahko dobro nastavil položaj. Vožnja je kar čvrsta, mogoče celo malo preveč za takšno družinsko vozilo, je pa v ovinkih bolj suverena in tudi občutek na volanu je dober. Avtomobil je konkretno zrasel tudi v dolžino, za kar 19 cm, če sem natančen, in to se mora tudi nekje poznati. Predvsem pri masi, ki je z 1,9 tone kar konkretna, tako da tudi zavore opravljajo težko delo. Motor je zmogljiv, le pri nizkih vrtljajih je kot večina Oplovih dizlov premalo prepričljiv. Da je Zafira šla v višji rang, pove tudi cena. Takšna, z bogato dodatno opremo stane krepko čez 30 tisočakov, kar ni malo. Je pa avtomobil konkreten, udoben in prostoren, tako da mimogrede lahko kaj izgubite. Kje je mojih 5 USB ključev? Matej? Matej? To je res ogromno predalo. Kje so moji USB ključi? Ha? Kam si jih dal?